up and sit down. Lepo pozdravljeni športnice in športniki, ljubitelji športa, cenjeni visoki gostje. Med nami danes pozdravljamo tudi vrhunske športnike, ki zelo uspešno zastopajo tako Slovenijo na mednarodnih športnih tekmovanjih doma in na tujem, kot tudi barve Slovenske vojske na vojaških športnih tekmovanjih v okviru Mednarodnega sveta za vojaški šport. To je že 4. prireditev, na kateri bomo razglasili najboljšo enoto, brigado, športnico in športnika Slovenske vojske za leto 2016. Pripadniki se v posameznem letu pomerijo na 17 prvenstvih Slovenske vojske, med katerimi 10 izbranih tekmovanj šteje za končni naslov najboljših. Tekmujejo v orientaciji, streljanju, vojaškem peteroboju, teku na smučeh, veleslalomu, lokostrelstvu, gorskem kolesarjenju, triatlonu ter v teku na 10 in 21 km. V kategoriji najboljših enot štejejo rezultati patruljnih tekov, košarke, nogometa in odbojke. Še enkrat prisrčno pozdravljeni in dobrodošli in dobrodošel Igor Ebergant, ki bo današnjo prireditev naredil še bolj slovesno. Mislim, da si zasluži en aplavz. Tega ni bilo v scenariju, zato ne išči. Glejte, dajte raj z aplavzom počakati, najprej moramo nekaj narediti, šele pol si zaslužimo aplavz. Hvala lepa za lepo predstavitev. Na številne športne dosežke smo vsakič znova izjemno ponosni. Tudi ministrica za obrambo Republike Slovenije, Andreja Katič, ki jo vabim k besedi. Prosim. Ministrica gre gor po levi, kar me ne preseneča. Lep pozdrav, vsi zbrani. Mislim, da smo danes zbrani, da ste zbrani tisti, ki zagotovo imate zdrav duh v svojem športnem telesu. Lep pozdrav, spoštovani načelnik, predsednik Olimpijskega komiteja Republike Slovenije, spoštovani poveljniki, predvsem pa spoštovane vrhunske športnice in športniki in vsi športnice in športniki Slovenske vojske, spoštovani sodelavci Ministrstva za obrambo in pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. Veseli me, da sem danes tukaj z vami. Ponosna sem, da sem danes tukaj z vami. Zagotovo mora imeti vsak posameznik, vsaka institucija sama pri sebi cilj, da ve, v katero smer gre. In verjamem, da v Ministrstvu za obrambo, zagotovo pa Slovenski vojski ta svoj cilj, to svoje poslanstvo imamo jasno začrtano. In tako kot vi, vsi posamezniki, posameznice, športniki in športnici veste, kako je v glavi si opredeliti ta cilj, kaj si želimo doseči, predvsem pa potem, kakšna je pot za dosega tega cilja, koliko napora je potrebno vložiti v to, koliko vztrajanja, koliko odrekanja, koliko žrtvovanja, da so včasih tukaj padci, pa včasih tudi vzponi, da je marsikatero razočaranje, predvsem pa tudi marsikatero veselje. Mi v Ministrstvu za obrambo, v Slovenski vojski smo ponosni na vas, spoštovane športnice in športniki, zagotovo, ker nam dajete zgled, nas navdihujete z vašimi dosežki, predvsem pa z vašim prizadevanjem, z vašim elanom, da nikoli ne obupujete, ne glede na to, s čem se srečujete na svoji poti, ampak greste vedno naprej, zasledujoč si cilj, ki ste si ga zastavili. Tako da hvala vam za vaš navdih, želim vam veliko uspehov, predvsem vam pa v imenu vseh iskreno čestitam za vse pretekle rezultate. Veseli me, da so danes tukaj z nami, da sta danes tukaj z nami oba prejemnika olimpijskih medalj,
da bomo malce se pogovorili z njima, ker zagotovo je to ena izmed najbolj prestižnejših nagrad, ki jih lahko športnik ali športnica dobi v svojem prizadevanju. Veseli me, da bomo danes spoznali najboljše športnice in športnike v Slovenski vojski, saj značilno za vse nas je, da sodelujemo ne le na vrhunskih športnih tekmovanjih, svetovnih, evropskih ali drugih, predvsem pa, da si zasledujemo cilj, da je v Slovenski vojski pomembno tudi, da skrbimo za svoje telo, da skrbimo za svojo pripravljenost in to vi tisti danes, ki boste predstavljeni kot najboljši, zagotovo s svojim delom tudi izkazujete. Tako da prav z nestrpnostjo čakam rezultate in verjamem, da bomo vsi skupaj uživali. Naj dodam v bistvu samo še to. Ponosni smo, da v Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski zaposlujemo vrhunske športnike. Mislim, da je bil to dober dogovor sklenjen v preteklosti, saj na takšen način dobimo obojni. Nam, Ministrstvo za obrambo, Slovenski vojski, pa tudi Republiki Sloveniji delate velik ugled, reklamo v mednarodni skupnosti, tudi v Sloveniji, mi pa tudi vam, pa tudi z vašim sodelovanjem pri nas znotraj vojske dobimo neko nadgradnjo tega sodelovanja. Tako da sem ponosna na to, verjamem, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali na tem področju. Po drugi strani pa vsi vi, ki se z športom bavite, kar tako naprej, vi ste tisti glasniki zdravega načina življenja, ki je še kako pomemben v današnji družbi. Ko se pogovarjamo o tem, kako pridobiti nove kandidatke in kandidate oziroma pripadnike in pripadnike Slovenski vojski, ko gledamo današnjo mladino, žal opažamo, da je prav fizična kondicija ena izmed tistih ovir za to, da bi uspešno nastopili tudi službo v Slovenski vojski. Zato se prav tisti, ki ste danes tukaj zbrani, tisti glasnik, ki morate še bolj glasno, še bolj jasno povedati, da je pomemben način življenja in da je šport tisti pravi način življenja, ki mora biti blizu vsem Slovenkam in Slovencem. Spoštovani športniki, športnice, čestitam vam za pretekle uspehe, čestitam vam za vse uspehe tako znotraj Slovenske vojske, kot znotraj slovenskega prostora, seveda pa najbolj na mednarodnem področju. Čestitam vam tudi za bodoče uspehe, vem, da bodo prišli. Verjamem, da se bomo uspešno odrezali, če lahko uporabim ta izraz, tudi na vojaških olimpijskih igrah, ki jih pričakujemo v začetku naslednjega leta. Predvsem pa vam želim veliko uspeha na vaši osebni poti. In ker se približujemo konec leta, upam, da ob vašem napornem urniku boste našli ob bližajočih praznikih tudi malce tistega osebnega miru, da ga boste lahko preživeli prijetne trenutke tudi v družbi svojih najbližjih prijateljev, prijateljic, družine, sorodnikov. Najlepša hvala za vse, verjamem, da bo danes tole prijeten trenutek in srečno vam želim tudi v prihodnje. Hvala lepa ministrici za obrambo, tudi za lepe želje, ki jih bomo podkrepili že z naslednjo glasbeno točko. Danes so z nami iz orkestra Slovenske vojske Aleš Ogrin, Klemen Krajc in Gašper Kržmanc. Razen, če ne zahajate v večje trgovske centre, potem upam, da prvič letos Bel Božič. Izvolite.
Za izbor najboljše enote na področju športa, najboljše brigade, najšportnice in najšportnika Slovenske vojske se je upoštevalo točkovanje za uvrstitev na posameznih prvenstvih Slovenske vojske v letu 2016. Pripadniki so tekmovali skupno v 7 posamičnih in 5 ekipnih tekmovanjih. Pri skupnem seštevku enot so točkam ekipnih prvenstev prišteli še točke njihovih pripadnikov z posamičnih prvenstev. Za zmagovalca med brigadami Slovenske vojske so se upoštevale točke iz enot iste brigade. Pokale najboljšim enotam in najboljši brigadi Slovenske vojske za leto 2016 bo podelil načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Izvolite. Na oder pa vabim tudi Rajmonda Debevca, ki bo razglasil najboljše enote in brigado. Rajmond ima v rokah čisto sveže kuverte. Začneva pri 3. mestu. Moje delo je lažje kot tekmovalcem, športnikom, pripadnikom Slovenske vojske, zato lahko rečem, da s vsem ponosom in tudi z osebnimi čestitkami razglašam 3. mesto je osvojil 10. pehotni polk. Rajmond, 2. mesto. Je lažje streljati, kot odpirati kuverte? Ne. Čestitke za 2. mesto, ki ga je osvojila enota za podporo. In Rajmond, še sladko 1. mesto med enotami. Napetost raste. 1. mesto je osvojil 132. gorski polk. Čestitke. Še ena kuverta je ostala in sicer je to razglasitev najboljše brigade Slovenske vojske za leto 2016. Izvoli. Iskrene čestitke zmagovalcu, 1. brigada. Ja, to imajo že v imenu.
Še enkrat vsem skupaj iskrene čestitke in hvala lepa načelniku generalštaba Slovenske vojske. Rajmond, tebe bom pa še izkoristila, da morda poveš, kakšna je bila pa tvoja letošnja sezona, kako si zadovoljen? Moja sezona ni bila taka, kot sem si želel, nisem se uspel uvrstiti na olimpijske igre, zato pa sem imel po več kot 20 letih prvič priložnost sedeti doma pred televizorjem in stiskati pesti za moje kolege, zato iskrene čestitke vsem, ki so se udeležili iger, ki so uspešno zastopali barve Slovenije in tudi seveda Slovenske vojske in še posebej seveda osvajalcem odličij, mojim kolegom Velenškovi in Kauzerju. Super, hvala lepa, tudi to je napor, hvala. Ena izmed nalog športnikov je tudi promoviranje lastnih športnih disciplin, kar v 21 poletnih in zimskih disciplinah se merijo pripadniki športne enote Slovenske vojske. Za njihovo usposabljanje in razvoj pa so denimo zelo pomembni tudi borilni športi. Zdajle za pokušino tekvando in boks. Nekaj osnovnih udarcev, tehnik in borbe tekvandoja nam bosta prikazala pripadnika športne enote Nuša Rajhar in Jure Pantar. Oba športnika sta lani na svetovnih vojaških igrah v Koreji osvojila bronasti medalji. V boksu pa se bosta pomerila pripadnik športne enote Aljaž Venko, večkratni državni prvak v kategoriji do 75 kg in Aleš Šurbek, trener in tekmovalec boksarske reprezentance Slovenske vojske. Nuša, kaj bomo videli? Lepo pozdravljeni. Jaz in Jure vam predstavlja borilno veščino tekvando. Tekvando prihaja iz Južne Koreje, tu se ponavadi borimo, tako da lahko tudi na treningu večino fanti proti puncam, da smo potem punce malo boljše na tekmovanju. Malo vam pokazala, kako se trenira na fokusere, potem bomo razbila malo desk in na koncu bomo se borila in za koga boste bolj navijali, ta bo na koncu zmagal. Hvala. Mene samo skrbi, prva vrsta je dovolj oddaljena. Okay.
Nuša Rajher in Jure Pantar. Še en aplavz za umetniški vtis in zato, ker so glasbeniki ostali celi. Kot rečeno pa zdaj le še Aljaž Venko in Aleš Šurbek. Bosta tudi na kratko predstavila, kaj bomo videli. Lepo pozdravljeni. Z Aljažom bomo pokazala boks, prikazala bomo nekaj osnovnih kombinacij z delo z partnerjem oziroma trenerjem, na koncu še pa malo šolskega sparinga. Pa poglejmo. Hvala lepa, Aljaž Venko in Aleš Šurbek. Športna enota jutri praznuje svoj 22. rojstni dan, kar je zaznamovala dopoldne na kratki slovesnosti, kjer je prejela tudi bojno zastavo. Letos so pripadniki športne enote in športnih reprezentanc Slovenske vojske na svetovnih in evropskih prvenstvih skupno osvojili kar
12 medalj. Dobitniki medalj na civilnih tekmovanjih so priznanja že prejeli, zdajle pa obudimo spomin na najpomembnejše letošnje tekmovanje Olimpijske igre. Igorju Ebergantu se bosta v pogovoru pridružila prejemnika srebrne in bronaste olimpijske medalje iz Rija, Peter Kauzer in Ana Velenšek. Izvolite. Dobrodošlo. Čast mi je, bova Ana vzela Ani, dam jaz mikrofon. Da ne bo nikamor pobegnila, če sebi se pa mislim, da bi si kar dobro utrla pot lahko sama. Dobro. Ana. Ani, dam jaz mikrofon in predlagam, da najprej pogledamo še oba posnetka. Izvolite. Skratka, še enkrat čestitke. Čisto preden se začnemo pogovarjati o olimpijskih igrah in o tem, kar je sledilo in kar je bilo prej, mogoče samo vajen komentar na to, kar smo videli malo prej, dve borilni veščini. Ana, katera vam je v bistvu bližja, ste se morda v kateri že preizkusili? Ne, jaz se v bistvu nisem še nobeni preizkusila. Moram reči, da te dve borilni veščini judo ni nobena, ki je preveč blizu, ker to so v bistvu udarci, pri judo pa so meti, tako da to je tista bistvena razlika. Dobro, Peter? Ja, sej na videu je videl, da jaz se ponavadi borim s čovnom, pol pa ga udarim, tako da ne, drugače pa ne, tudi jaz ne, sem bolj miren tip človeka drugače. Dobro, ni videti, no, sploh glede na bojne krike, ki jih spuščate ob prihodu v cilj. Sem bil še jaz presenečen. Kar sem se jaz naučil je, da jaz sem doslej mislil, da je najbolj glasen tak šport zdvojili tenis, ne, moški, ženski, pa zdaj vidim, da je taekwondo v bistvu še mislim, da je naša tekmovalka preglasila celo Šarapov, ampak pustimo to. Videli smo vajina uspeha letos, nista ne prva, ne zadnja, ampak predvsem glede na to, da se je potem marsikaj dogajalo, vi, Ana, ste tudi nastopili poškodovani, potem šli v rehabilitacijo, recimo temu z bronastim posipom. Kaj se dogajalo potem po Riju, nam lahko na kratko razložite? Jaz sem v bistvu kar malo po igrah šla tudi na operacijo, ker je bila nujna. Po sami operaciji sem pa v bistvu šla tako v sam program rehabilitacije, in ki še vedno traja. Zaenkrat še ne treniram juda, začnem drugi teden. Zaenkrat delam samo v fitnessu, pač da pridobim nazaj samo mišico. Odlično. Peter, kako recimo srebrna olimpijska medalja spremeni človeka? Zdaj imate osebno izkušnjo. Mene osebno ni spremenila, jaz mislim, da moraš vseeno ostati zvest samemu sebi, konec koncev, čeprav je to olimpijske igre.
Pač tole je ena tekma od mnogih v moji karieri. Dolg je trajal, pač nažalost vsake 4 leta, tako da smo do zdaj samo 3 prilike, ena sem izkoristil. Ja, je pa tako, mogoče, da te v trgovini malo bolj poznajo, no, kar greš v trgovino, drugače pa, ne vem, jaz še zmeri isti ostanem. Ja, pa predvsem nobenega popusta ne dobiš, ne? Lepše te pogledajo, to je že... Veče dan, kaj več. Dobro. Ana, kar je zanimivo, ne, da to velja za oba sta v karierah navajena dobivati medalje na največjih tekmovanjih. Vi ste celo v bistvu zlato medaljo osvojili, v bistvu edino na tej globalni ravni na svetovnih vojaških igrah. Ste aktualna vojaška svetovna prvakinja v svoji kategoriji, ampak načeloma pa pravijo, da se človek največ nauči prav iz porazov. Kakšen je vaš odnos do poraza? Kako ga sprejemate? Dogaja se pa bolj redko, kot vidimo, ne? V bistvu vsak poraz je težk sprejeti najprej, ne? Ampak na koncu moraš iz vsakega poraza tudi potegniti neko dobro stvar, se nekaj novega naučiti, da pač naslednjič ne ponoviš iste napake. Kako se ta jeza kaže? Jaz načeloma se ponovadi pa doma znesem na sestro. Ona pa doma dobi kakšne patine. Čas tudi na treningu, ne. Traja to še pol kak teden, da jaz to vse predelam, pa tisti teden pol to malo drugače vendam. V kakšnem stanju pa je sestra? Kar v redu. Glede na to, da malokrat izgubite, ne. Ja, ima to srečo, ampak drugače mi je ona bila tudi sparing partner na treningih pred olimpijskim igrim, tako da je kar navajena, no. Dobivati batine, je pa res, da zadnje čase jih tudi ona deva drugim. Vam ne? Meni se ne upa. Dobro. Peter, tudi vi ste znani po tem, da ste vedno na tekme šli izjemno optimistično, z razlogom, da ste se vedno želeli največ, vam pa recimo vsaj, ko gre za olimpijske igre, to v 2 poskusih ni uspelo, so bila tudi recimo svetovna prvenstva, ko niste bili svetovni prvak, sicer tudi redko, ampak kako se pa vi soočate s porazi? Kako bi se opisali, kakšen človek ste, ko izgubite oziroma ne dosežete tega, kar si želite? Ja, jaz znam zelo izrazito pokazati svoje čustva, ali so to negativna ali pa pozitivna. Recimo ta bojni krik smo slišali, ne? Tako da pač po vsakem porazu, v bistvu moj najhujši poraz, ko sem se najdalje cajta pobiral, je bilo po Londonu, po olimpijskih igrah. Pač tja sem šel s ciljem po zlati olimpijski kolajni, pač ostal sem zvest samemu sebi, zaradi tega, ker glede na to, da sem bil aktualni svetovni prvak, zmagal dejansko skoraj vse tekme do olimpijade 1 leto prej in si ne bi mogel prvošti izjave, pač da ga tja truditi se po najboljših močeh. Pač moraš stremeti zmeraj k boljšemu in če si dovolj ustrajen, saj tako, ko sem jaz bil, se ti polenke do vse to povrne. Je pa res, da iz takih porazov postaješ bolj trden, daš se z ljudmi, ki jim zaupaš in na koncu poskušaš si dati svojo zgodbo. Vajina športa sta zelo zanimiva, po eni strani seveda gre za individualna športa, vedno se borita bodisi s tekmico, bodisi z naravo oziroma vodo in pač silami, ki vplivajo na čoln. Po drugi strani pa seveda vemo, in to je recimo tudi značilno za vojsko, tako da seveda eno so posamezniki, drugo je pa skupina in da je ta skupinska dinamika tudi, ko gre za trening, zelo pomembna. Zdaj, kaj vas je judo, Ana, naučil? Recimo omenili ste sparing partnerico in sestro, ki pač nosi posledice, kadar ne zmagate, pa recimo tudi klub, reprezentanco. Kaj je to, kar ste se pri individualnem športu, kot je judo, naučili, ko gre za skupino? Ja, ne glede na to, da je v bistvu judo individualni šport, če ti nimaš s sabo dobre ekipe, ljudi, ki te podpirajo, ki trenirajo s tabo, ti pomagajo, ko si najbolj na podnu, ti tega ne moreš prepeljati do nekega vrhunskega rezultata. Ne glede na to, kako dober si ti kot sam individualni posameznik. Se pravim, če nimaš ti enega, ko te podpira, ko te naprej vleče, pa je lahko, na primer, na veliko slabšem tekmovalnem nivoju kot ti, ampak ga vseeno rabiš,
pač ne gre brez tega. Kakšna ekipna igralka ste, recimo, če kdaj se ukvarjate s kakšnim ekipnim športom, ste zelo drugačni kot recimo individualno, ne vem, če recimo igrate za trening, košarko, odbojko ali če sploh seveda, če vam to vaš trener dovoli sploh? Ja, večinoma mi tega ne počnemo, igramo včasih nogomet. Eni pravi, da zelo hecen zgledamo, ko to pač igramo, ne. Ampak ne, kadar je treba stopiti skupaj za ekipo, isto pri nas tudi imamo določena ekipna tekmovanja, se pač povežeš s tistimi, s katerimi tekmuješ, se pravi, naprimer pri nogometu z soigralci, deluješ homogeno kot ena ekipa, ne glede na to, pač, da moraš ti tudi od sebe dati maksimum. Kakšen ste vi kot ekipni igralec, Peter? Ja, se znam kar dobro prilagoditi na ekipi. Pač tudi, ne vem, zdaj se je pokazal, zdaj sploh na olimpijskih igrah, pač smo bili kajakaška ekipa za sebe, vsi smo vedeli, kakšne so naloge, od trenerjev, vodstva do fizioterapeutov, do nas tekmovalcev, pač vsi smo dihali en z drugim, ampak stil tudi en drugega primeru, da je upravil svoje stvari in jaz mislim, da je to bilo prav in tudi zaradi tega pač na koncu pridejo rezultati, ker koncev se moramo zavedati, da pač jaz bi rad videl, da bi vsi ostali čovni tudi dobili kolajno, ampak če ženem uspe, tu na nek način tudi uspeh cele ekipe, pač da je dejansko dobro delala v našem športu, je pa tako, da je zelo nepredvidljiv in proti naravi glih ne moreš se boriti, lahko jo pa spremeš, pa poskušaš nekaj dobrega iz tega potegniti. In s tem ste mi dali že tudi istočnico za še eno vprašanje, ki je mogoče pomembno tudi za pripadnike Slovenske vojske. Vse to, recimo, vaš šport je zelo specifičen, ker se vedno znova morate znajti v zelo nepredvidljivih situacijah. Kaj ste se naučili pri vašem športu in bi recimo lahko delili z vašimi kolegi vojaki? Ja, zdaj, če imamo slabo vreme, pa če piha, pa če rečeš, sej je za vse ostale isto, ne. Tako da pač spremeš to v zakup in se zavedaš pač, da imamo vsi iste pogoje, saj kar se narave tiče in en drugega bodriš in pač se s tem probaš odzigniti in motivirati. Ana, vaš nauk iz juda, ki je zelo specifičen borilni šport, ste tudi rekli, precej drugačen in od taekwondoja in seveda tudi od boksa. Konec koncev je umeten šport, ki si ga je izmislil en človek, Jigoro Kano, zdaj že skoraj 100 let nazaj. Zelo jasna so pravila, predvsem kar se mi zdi zanimivo je pa ta skrb v bistvu za tekmeca. Zdaj to se mogoče v vaši borbi za 3. mesto ni toliko zelo natančno videlo. Vaša tekmica iz Nemčije je morala kar precej potrpeti, ampak kaj so recimo vaši nauki iz juda, ki so pa zelo splošni in recimo zanimivi tudi za vojsko? Jaz bom rekla, da pri nas vsekako najprej naučimo samega spoštovanja, v bistvu do trenerja, do sotekmovalcev, do nasprotnikov, v bistvu do samega prostora, kjer treniraš, zato ker če ni nekega spoštovanja, bi to šlo vse poprek, brez kakršnega koli reda, vladala bi anarhija in to ne bi nikamor peljalo. Pričemer je pa seveda osnova vsakega spoštovanja do drugih, predvsem spoštovanja do samega sebe, ampak o tem ne dvomim, da ga imata, ker sta se pač kalila kot športnika toliko časa. Čisto za konec, da seveda ne utrujemo preveč tudi vaših kolegov. Zdaj vidimo tukaj na tribuni ogromno vajenih kolegov, tudi predhodnikov, ko gre za odlične dosežke na olimpijskih igrah, tudi dobitnike medalj. Kdo so bili vaši vzorniki, morda celo med tukaj prisotnimi kolegi, ko ste se podali na športno pot, Peter? Ja, v bistvu moja dva vzornika sta bila iz mojega hofa. Pač bil je Richard Fox, 5-kratni svetovni prvak, ampak nažalost nikoli dobitnik olimpijske kolajne. Zdaj ste ga prehiteli, ne? Ja, po tej plati, ja. Drugače pa še ne. Pa moj oče, ko je bil tudi sam dober tekmovalec, ne. Ampak tako, kot vzor za vztrajnost, pa da je res zdrav duh v zdravem telesu, kolega Rajmond, pač tako, ki je rekel, če ni šlo letos v Rio, pa če 4 leta v Tokio, ne, tako da vztrajnost se izplača. Zagotovo. Kaj pa vi, Ana? Ja, jaz moram reči, da imam v sami enoti tudi 2 klubske kolegice, Urško Žolnir in pa Lucijo Polavder, ki sta me v bistvu še, ko sem bila mlajša, so one 2 že dosegale vrhunske rezultate in ko sem sama prišla na
podoben nivo, sta me spodbujale, mi pomagale z nasveti. Mislim, v bistvu v obeh njima, poleg svojega trenerja, videla, tako bi rekla, luč na koncu tunela, da se isto tako rekel Peter z ustrajnostjo, s trdim delom, da se vse doseže. Ja, in lepo je videti, da imate seveda tudi kolege v Slovenski vojski, ki so lahko vzorniki, zdaj sta tudi sama postala vzornika za številne mlajše, ki bodo še delovali v slovenskem športu in tudi v Slovenski vojski. Najlepša hvala, veliko uspeha še naprej. Zdaj Petru seveda ne moremo zaželeti čim več uspehov na svetovnih vojaških igrah leta 2019, ker njegovega športa pač ni v programu, ne? Zato vam vojaška medalja pač še manjka, boste morali presedlati na drug šport. Ani pa seveda že zdaj, leta 2019 v Wuhanu na Kitajskem, dobro obrambo odličja, sicer pa seveda obema še naprej veliko uspehov in zlasti to, kar je pa najbolj pomembno za vse zdravja, tudi v letu 2017. Hvala lepo za pogovor. Najlepša hvala. Hvala lepa. Še eno presenečenje ob koncu. Vabim vodjo športnih reprezentanc Slovenske vojske, Ana in Peter, še malo nazaj. In poveljnika športne enote podpolkovnika Jureta Veljebca, ki bo športnikom izročil sliki v spomin na vrhunska mednarodna dosežka v letu 2016. Vredno še enega aplavza. Prišli smo do vrhunca današnje prireditve, pred nami je namreč samo še podelitev najbolj športnih posameznic in posameznikov. Na oder vabim ministrico za obrambo Andrejo Katič, da podeli nagrade najboljšim športnicam in športnikom v Slovenski vojski za leto 2016. Seveda pa bo v roke najboljšim segel tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major dr. Andrej Osterman. Pridružil pa se mi bo tudi športni plezalec Domen Škofic, ki bo razglasil najboljše športnice.
Domen Koverta že prihaja. En lep pozdrav. Začneva s 3. mestom. Okay. Tretje mesto, Tina Zagorc, Rodovski bataljon, 72. brigada. In Tino že kar zdaj povabimo, da še ostane na odru za skupinsko fotografijo z njenima kolegicama. Domen, 2. mesto. Je lepše, če te nekdo prebere, ne? Kot da moraš to ti storiti. Ja, 2. mesto, Tamara Švajger, enota za podporo športu. In še 1. mesto, najboljša športnica Slovenske vojske za leto 2016. To pa je Mojca Flerin, 132. gorski polk, 1. brigada. Jaz sem za hip pomislila, da imava lanski scenarij, kajti Mojca Flerin je bila tudi lansko leto športnica Slovenske vojske, tako da mislim, da si to zasluži še en aplavz. Iskrene čestitke vsem športnicam. Domen, pa samo še tebe vprašam, kakšno je bilo pa tvoje leto? Ja, vrhunsko, to je bila moja daleč najboljša sezona do sedaj. Pač vrhunski občutek je, da lahko postaneš najboljši v tem, kar počneš. Moram povedati, da je Domen od nedelje prvi Slovenec s krono skupnega seštevka v težavnostnem plezanju. Hvala lepa, Domen, tudi za tole administrativno pomoč. Hvala. Hvala. Zdaj pa vabim Urško Žolnir, ki bo razglasila najboljše športnike. Urška, začneva s 3. mestom. In 3. mesto prejme Peter Sajevec, Rodovski bataljon. 1. brigada. Tako. Drugo mesto. Drugo mesto prejme Uroš Svetina, vojaška policija iz enote za podporo.
Urška, prijetna dolžnost, da razglašiš še športnika Slovenske vojske za leto 2016, ki je? Športnik Slovenske vojske za leto 2016 je Iztok Arbajter, športna enota iz enote za podporo. Čestitam. Tudi Iztok je tele titule že navajen. Če pridejo dekleta še enkrat na oder, bi naredili še skupinsko fotografijo. Pa morda zdajle izziv v teku, kdo bo prvi na odru? Ja, vrstni red je malo drugačen, Mojca. Še enkrat vsem skupaj iskrene čestitke, hvala lepa ministrica, hvala lepa načelnik generalštaba. Urška, izkoristim še zate eno vprašanje. Imela si zelo bogato tekmovalno kariero, že več kot dobro leto pa si v vlogi trenerske, a te na tatamiju kdaj zamika, da bi se vrnila v tekmovalne vode? Najkar kratko in jedrnato rečem, da ne, da je bilo dosti vsega, 23 let vrhunske kariere športnice, dosegla sem vse, kar je doseči bilo, tako da dovolj, naj to delajo, da je še mlajši. Hvala lepa. Če sva z Igorjem že skupaj začela, se spodobi, da tudi zaključiva. Spoštovani zbrani, ob koncu današnje prireditve se iskreno zahvaljujem, ker ste z nami delili te slovesne športne trenutke in še enkrat iskreno čestitam vsem nagrajencem. Vabljeni pa seveda, da še ostanete z nami tudi na druženju, ki sledi v nadaljevanju. Igor, morda ti za konec kakšen nasvet iz tvoje bogate kariere, ki si jo pridobival tudi kot športni komentator, zagotovo imaš kakšno prijetno misel, s katero lahko pospremiš naše športnike za leto, ki je pred nami. Zdaj, bogatstvo kariere je vedno zelo relativna stvar, ampak kar sem se naučil danes je, da v Slovenski vojski najboljšim športnim enotam in posameznikom delijo zelo velike in lepe pokale, ki si jih pa seveda takšni obilici tudi zaslužijo. Predvsem vam pa želim, se zahvaljujem za prijazno pozornost in
zaupanje. Želim vam res srečno, zdravo in veselo novo leto in da bi bili tudi v novem letu tako uspešni, kot ste bili doslej. In če pač končam samo z besedilom himne Slovenske vojske, naprej, naprej. Henry Ford sicer ni bil športnik, je pa njegova ugotovitev povsem na mestu za tiste, ki se sprašujete, kaj je ovira na poti do zmage. Pravi, da so ovire tiste zastrašujoče stvari, ko jih vidite, ko umaknete pogled od svojega cilja. Torej, gledamo samo naprej. Srečno in hvala lepa. Henry Ford je bil sicer tudi en velik lump, ampak glede tega je imel pa prav. Glede na to, da ste že slišali, da je pa pogostitev pripravljena, dober tek. Da že ropota. I've told you that you look good as I walk through.